Ja, knjiga je že bila predstavljena v prvi izdaji. Gre za Teslovo razpravo Problem povečevanja človeške energije, ki jo je napisal 1900 in objavil v Century Magazinu. Ukvarja se predvsem z predstavitvijo njegovih tedanjih najnovejših izumov, do katerih je prišel po teh epohalnih eksperimentov v Colorado Springsu. V njej v bistvu predstavlja svojo družbeno teorijo, teorijo vojne in iz teh izpelje predlog za svoj neuresničen sistem brezžičnega prenosa energije, med drugim, ki še vedno ostaja precej skrivnosten oziroma obstajajo različne interpretacije, na kakšen način naj bi sploh delovalo. Spremna študija sooča tudi različne interpretativne strategije, na kak način naj bi deloval. V njem tudi predstavi svojo idejo samogibnega toplotnega motorja, ki izgleda eden od bolj relevantnih predlogov. Sicer tudi neuresničen, gre pa za motor, ki bi bil zmožen toploto okolja pretvarjati nazaj v elektriko, kar je že tedaj v bistvu šlo proti drugemu zakonu termodinamike in ostaja še vedno sporno. Podobno linijo raziskav trenutno razvija Andrej Detelj s svojim konceptom sintropije in sintropnih tehnologij. V tej drugi izdaji, ki je temeljito razširjena in dopolnjena, so temeljne razširitve predvsem v spremni študiji. Tu je dodanih precej analiz bratov Corum, to sta elektroinženirja, ki Teslove tehnologije rekonstruirata predvsem v jeziku sodobne elektrotehnike in ga umeščata temeljito v zgodovino elektrotehnike. Zato se mi je zdelo nujno dodati njune raziskave, ki so mi bile takrat nedostopne. Razširjena je tudi precej samo razumevanje Teslovega koncepta etra, soočeno je z Maxwellovo teorijo etra, Kelvinove raziskave so dodane, v bistvu gre za okrog 140 strani teksta je v spremni študiji dodanega. Namesto prejšnje priloge, ki je bila sestavljena iz Teslovih patentov, pa je namesto tega v bistvu en kratek izbor korespondence glede nastanka samega problema z Teslovim urednikom Robertom Underwoodom Johnsonom, ki razkriva v bistvu tudi zelo zanimivo prijateljstvo kot neko protiutež v bistvu realpolitiki, s katero se je Tesla celo življenje soočal. To pa je v glavnem to. Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali pri nastanku tudi te druge izdaje in založbi ZRC za izdajo le-tega.